Če ste eden tistih, ki prvič sedete za volan ali pa že res dolgo niste vozili novega avtomobila, no potem najprej toplo priporočam, da si pogledate prispevek iz prejšnje oddaje, ker tokrat nadaljujem z varnostnimi sistemi. V Evropi smo namreč zelo zahtevni, kar se tiče varnostnih elementov, pa da boste vedeli, kaj imajo novi avtomobili, itak že serijsko. Recimo ASR proti zdrsu gnanih koles ali pa stabilizacijski pomočnik ESP. Oba sta v bistvu vedno vključena, zato za njo ni treba skrbeti, jo pa lahko izključite, če slučajno zahtevajo tako razmere. Če boste obtičali nekje v globokem snegu ali pa v kakšnem pesku in se avto nikamor ne bo premaknil, lahko poskusite še z izklopom sistema ASR oziroma v Fordovem primeru TCS. Druga kratica, enaka stvar. Dovolj je, da pritisnete tale gumb in ga držite toliko časa, dokler tukaj ne zasveti lučka, potem je sistem izklopljen in kolesa bodo imela več vrtilnega momenta, pa se boste morda celo rešili iz zagate. Nam je to že kar velikokrat pomagalo. Če enak gumb zadržite nekaj sekund, se izključi še sistem ESP. Pri nekaterih avtomobilih, ne pri vseh, pri nekaterih je dejansko izključitev treba najti znotraj menija. Se mi zdi, da v mojem primeru te funkcije sploh ni nikjer. V bistvu je namenoma izključitev precej komplicirana, ker na navadni cesti niti ne vidim potrebe, da bi to naredili. No in kaj naredi izključitev sistema ESP? V bistvu tole. Če ste na poligonu in na kakšnem treningu varne vožnje, vas bo hitro zavrtelo oziroma pri vključenem sistemu ESP morda niti ne, ker se bo močno potrudil, da bi vas obdržal v ravni liniji. Seveda, eno je teorija, drugo pa praksa, ampak a veste, kaj najbolj pomaga? Da čim več vozite. Kdor ima težave z vratom ali pa je v določenem trenutku samo premalo pozoren, bo zelo vesel sistema za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu. V bistvu je to zelo enostavna zadeva, ki vas s piskanjem ali pa z utripanjem lučke opozori na vozilo ob vas, če ga slučajno spregledate. Lučka ponavadi zagori tamle v tistem levem vzvratnem ogledalu, pri boljših sistemih opozarja celo na obeh straneh. Opozorilnik na nenamerno menjavo voznega pasu. Če med vožnjo radi malce sanjate, pa včasih zavedete malo levo, pa malo desno, no vas bo opozoril, ko boste zapeljali preko črte. To seveda ni izgovor, je pa vseeno fajn pripomoček, če vas kdaj med vožnjo kakšna stvar zmoti in niste tako pozorni. Nadgradnja je aktivno ohranjanje voznega pasu, kar pomeni, da avtomobil v določeni meri celo malce sam obrne volan. Sicer samo za nekaj sekund, ampak včasih lahko s tem vozniku kar precej pomaga. Se pa seveda nanj ne gre vedno zanašati, sploh če je preglednost malce slabša ali pa če črte na cesti niso najbolje vidne. Ali pa sistem za preprečevanje naleta, da boste vedeli, kaj vse nam prodajajo proizvajalci. Zelo uporabna stvar. Avto bo namreč sam zavrl, če bo zaznal, da se je pred njim pojavila ovira. Recimo avtomobil, ki stoji v koloni ali pa pešec, ki je nenadoma zašel nekam na cesto. V bistvu zelo uporabna stvar, ker v današnjih časih veliko voznikov niti ne gleda ven, ampak buli v telefone. Vem, grozno, ampak dokler avtomobili ne bodo vozili čisto sami, vsaj takšno samodejno zaviranje prepreči morda lahko kakšno tragedijo. Čeprav se zavedajte, da s povečevanjem hitrosti postaja vedno manj učinkovit. Vidite, sodobni avtomobili zmorejo že marsikaj, najbolj pomembno pa je seveda, da se vožnje ne bojite, da v bistvu veliko vozite, da poslušate nasvete tistih, ki obvladajo, da dobro spoznate svoj avtomobil, samo potem bodo ceste res varne za v bistvu nas vse.